Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Mozaik obrti in podjetništva. V dosedanjih oddajah smo govorili o obrteh, ki obstajajo že stoletja, ter o njihovih priložnostih, težavah in problemih, ki jim skozi zgodovino ni videti konca. Današnja oddaja bo optimistično naravnana, saj bomo govorili o priložnostih, ki ponuja tuj trg. Poudarek bomo dali nam najbližji Hrvaški. Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško je v letu 2012 podpisala sporazum z Hrvaško obrtno zbornico in danes bo govora o tem sodelovanju med obema zbornicama. Rdeča nit današnjega pogovora bo poslovanje na Hrvaškem. Veseli me, da mi je v studio uspelo povabiti 3 eminentne sogovornike, zato v studio pozdravljam magistra Bojana Škoda, pooblaščenega ministra na Ministrstvu za zunanje zadeve, do nedavnega tudi ekonomskega svetovalca na Veleposlaništvu Republike Slovenije na Hrvaškem. Sem prav povedala? Prav ste povedali. Mirana Šojića, tajnika območne obrtno-podjetniške zbornice, pri nas bi bila Krško, to je Zagreb, to pomeni Obrtniške komore Zagreb. Dobar dan. Gospoda Dušana Arha, predsednika območne obrtno-podjetniške zbornice Krško. Vsem trem izrekam dobrodošlico v studio in lepo pozdravljeni. Hvala. Kot prvemu bi vprašanje postavila domačemu predsedniku Krške območne obrtne zbornice. In sicer v uvodu sem omenila, da bomo danes govorili o priložnosti krških obrtnikov in podjetnikov na hrvaškem trgu. Omenila sem, da je Krška obrtna zbornica, kateri predsednik ste vi, pred 2 leti podpisala sporazum o poslovnem sodelovanju z Obrtniško komoro Zagreb. Nam lahko mogoče malo več poveste o tem sodelovanju, zakaj, kako ste prišli na idejo, da bi vstopili na hrvaški trg? Hrvaški trg ali pa Hrvaška je tako naša soseda, ne? In to sodelovanje je v bistvu samo nadaljevanje neke zgodbe, ki je bila prekinjena. Vsi, ki smo že nekje v mojih letih, nekako vemo, da smo tudi pred temi vojnami sodelovali na Hrvaškem, delali na Hrvaškem, predvsem Zagreb kot že takrat zelo veliko mesto, danes milijonsko, je bil že takrat ena kar naša prava tržna niša in pa tudi obratno, tudi hrvaški obrtniki, podjetniki so delali pri nas s temi samostojnimi deželami, bi rekel, so se stvari majčkeno v samem poslovanju zakomplicirale in nekako ugasnile v teh letih. Z vstopom Hrvaške v Evropsko skupnost pa se je zgodba pričela spreminjati, ne. Tako smo zopet počasi in sramežljivo na nek način, kot se vsa neka spoznavanja ali pa srečanja pričnejo, tudi mi nekako začeli v letu 2012 nekako prva srečanja in pa razgovore o možnostih skupnega sodelovanja, ne. Čisto konkretno je bilo v 6. mesecu leta 2012 prvi sestanek z Obrtniško komoro Zagreb, ki je že, bi rekel, v nekje par mesecev kasneje pogojeval nekako, ali pa je bil dogovorjen prvi sestanek, na katerem so bili na nek način predstavljeni pogoji poslovanja v Sloveniji, ne. Decembra, konec leta pa je bil že podpisan prvi sporazum z območno obrtno-podjetniško zbornico Krško in pa Obrtniško komoro Zagreb. Tako se je to sodelovanje razpleta tudi naprej. Izdelana je bila tudi prva spletna stran kot nekako lažja vzpostavitev kontaktov. Ima enostaven naslov, mogoče, če bo kdo prelistal, obrt.eu, seveda še tisti www-ji,
skupaj in temu so potem sledila že tudi prva poslovna srečanja obrtnikov in pa vseh zainteresiranih. Sodelovanje se je še kar nadgrajevalo, ker interes je, to tudi sama udeležba na teh srečanjih prikazuje in pa tudi prva sodelovanja so bila na obrtnem sejmu v Veliki Gorici. Pojavilo se je pa še tudi nekaj skupnih projektov, mislim, da so te iz naslova sklade z evropskih skladov EU za malo obmejna sodelovanja, kjer smo nastopali skupno z Obrtniško komoro Zagreb in tudi v programu Leonardo da Vinci celo uspeli dobiti neka skupna sredstva. Na teh projektih še v bistvu nastopamo, tako da ampak bojo rezultati, nekaj jih je, vse nam tudi ne rata, moramo biti pošteni, ampak mislim, da grejo stvari kar naprej. Sodelovanje se nadaljuje in s srečanji in pa samimi sodelovanji, tako sodelovanje na obrtnem sejmu v Celju in pa tudi samim konkretnim sodelovanjem ali pa že v bistvu samimi izvedbami del v tuje deželi, kot zadeva je tudi recipročna, tako da tudi, bi rekel, sosedje prihajajo delati k nam, ampak o tem verjetno malo več kasneje. Hvala za izčrpen odgovor. Na kratko. Zdaj bi pa vprašala magistra Bojana Škoda. Predsednik Krške zbornice je povedal, kako je prišlo do tega sodelovanja z Zagrebško obrtno zbornico. Kako pa vi oziroma vaše veleposlaništvo gleda na to vrstna sodelovanja? Za začetek lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Kako veleposlaništvo gleda na te stvari? Spodbujamo to. Tukaj imamo tudi najboljše izkušnje. Sodelovanje, prekomejno sodelovanje, lahko rečem, da je ena lepših stvari med Slovenijo in Hrvaško. In smo definitivno zainteresirani, da je tega še več. To se ne dogaja samo tukaj med tem dvema obrtnima zbornicama, ampak se dejansko dogaja po celotni meji. Ljudje iz obeh strani meje čedalje bolj sodelujejo med seboj. In to je dobro. Hvala lepa. Preden postavim vprašanje mojemu gostu, gospodu Milanu Šojiču, bi ga vprašal, če lahko v slovenskem jeziku, glede na to, da je naš sosed iz Samobora, tudi razume jezik slovenski, pa bomo se potrudili, ne? Ja, pa bomo probali. Tudi vas bi prosila, da na kratko opišete vaše sodelovanje med Krško in Zagrebško obrtno zbornico. Dakle, ono, kaj je već rekel predsednik Arh, zapravo naše sodelovanje je začelo 2012. leta. Na kraju teg leta smo potpisali sporazum i smo rekli da bo sodelovanje šlo u 3 pravca. Prvi pravac smo rekli medsebojno delo zbornica, dakle jedne pa druge zbornice, radi analize, da velimo zakonskih rešitev kaj se po Evropi, odnosno Sloveniji, kaj se pa dela na Hrvaškem, kad su nestale meje, tu je bilo veliko problema, odnosno še zdaj je na Hrvaškem. Potem drugi pravac je pa bilo sodelovanje po EU programima. Treći je zapravo sodelovanje obrtnikov direktno na trgu. Dakle, zajednički posao, zajednički trg, pa da na temu probaju neke narediti. Jasno, po potpisu tog sporazuma smo imali i dalje susrete, ono što je že rečeno, tukaj v Krškem, pa v Zagrebu. Obrtniku su bar na Hrvaškem ocenili da je bilo korisno i da daje prostora za daljnje sudjelovanje. No, evo mi ono što bi rekli zapravo koje su naše još druge aktivnosti smo že kao zbornice, dakle i zbornica Krško i Zagreb, smo začeli ustanovitev obrtne zadruge, dakle zajedničke, budući da zakonske norme to dozvoljavaju. Na taj način smo
zapravo omogućili bi brži nastup na trgu, na hrvaškem trgu pa i na drugim trgima izvan Hrvaške koje smo naprije zapravo delali. Predsjednik Arh je vjerojatno delo izvan Hrvaške dole južnije. Ne? Tako da bi olakšali taj dio posla i se moramo boriti za naše obrtnike da imaju čim več dela. Ne? Čim več priložnosti. Ja. Vsi trije ste jasno povedali, da je pomembno sodelovanje, predvsem tukaj jaz vidim za krške obrtnike, podjetnike, tako kot je že predsednik Arh povedal v preteklosti, ko je bila še skupna država Jugoslavija, so naši obrtniki bolj delali na hrvaškem trgu v Zagrebu, kot pa, ne vem, v Ljubljani, kar je tudi geografsko dosti bližje. Tako, zdaj bi pa se ostalim gostom malo upravičila, ker bom magistru Škoda postavila par vprašanj, glede na to, da prihaja z veleposlaništva. Mogoče je tudi za vse nas zanimivo to, ker niti ne poznamo vaše področje delovanja. Zato vas sprašujem, če lahko opišete veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu, njegovo sestavo, kako deluje, kaj nudi tako obrtnikom, podjetnikom, kot na koncu tudi državljanom slovenskim. Tako kot ste rekla, že na začetku oddaje, zadnja 4 leta sem preživel v Zagrebu kot ekonomski, kot gospodarski svetovalec slovenskim podjetjem, ki pač delujejo na hrvaškem trgu. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je eno večjih veleposlaništev Republike Slovenije v tujini in gospodarska diplomacija postaja ena izmed prioritet delovanja slovenske diplomacije. To pomeni, da ne samo to, da se ekonomski svetovalec s tem ukvarjajo se tudi drugi diplomati na veleposlaništvu, predvsem pa tudi veleposlanik. Kaj pa mi delamo? Je včasih zelo dobro vprašanje. Mi skrbimo za slovenski uvoz in izvoz. To je prioriteta. Čim več prodati svojih izdelkov, storitev na tujih trgih, pridobiti čim več tujih naložb za slovenski trg in seveda tudi pomagati podjetjem konkretno. To pomeni, da imajo prost dostop do trga, da so v svojem nastopu nediskriminirani in da je seveda tudi zakonodaja države, v kateri poslujejo v skladu z mednarodnimi predpisi. To sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško se je v 4 letih resnično razmahnilo. Največ zaslug za to ima seveda vstop Hrvaške v Evropsko unijo. Tako se nam tudi pozna v zadnjih letih, da izvoz Slovenije v Hrvaško raste in tudi, predvsem pa tudi izvoz Republike Hrvaške v podjetji iz Republike Hrvaške v Slovenijo raste. Razmahnilo se sodelovanje na področju turizma. Poglejte, pred 4 leti, ko sem prišel v Zagreb, je bilo letno približno tam med 20 in 30 tisoč hrvaških turistov v Sloveniji. V letošnjem letu pričakujemo, da jih bo čez 120 tisoč. To mogoče toliko okvirno o delovanju gospodarske diplomacije na veleposlaništvu v Zagrebu. Mogoče še koliko podjetij pride na veleposlaništvo. Jaz sem nekako gledal tudi to statistiko. Več kot 600 podjetij se je v 4 letih oglasilo na veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu. Poleg tega pa se lahko pohvalim še z enim uspehom veleposlaništva v tem obdobju, in to je delovanje poslovnega kluba slovenskih in hrvaških gospodarstvenikov v Zagrebu. Pred 4 leti klub ni deloval, praktično tudi ni bilo članstva. Danes ima klub prek 50 članov in zelo dobro deluje, ima predsednika, ima profesionalnega tajnika, ima stalno članstvo, več kot 50 podjetnikov in tudi program je tak, da dejansko privablja nove in nove podjetnike za delo v poslovnem klubu.
Hvala lepa. Ste mi sicer odgovorili že na par vprašanj, ko sem hotela postaviti, pa ne glede na to, mogoče, če konkretno povete, ne vem, naš predsednik Arh je podjetnik, da potrebuje neko informacijo, kako vzpostaviti stik z vami oziroma veleposlaništvom, kaj mu lahko ponudite konkretno mogoče, no? Ali mu, ne vem, date kakšne kontakte, vzpostavite kakšne, ne vem, poslovna srečanja tudi zorganizirate ali kaj konkretno? Več stvari lahko ponudimo. Prvo so sigurno poslovne priložnosti. Poslovnih priložnosti na Hrvaškem je veliko, o tem redno obveščamo in tako članstvo obrtnih zbornic kot gospodarskih zbornic. Seveda smo pa na razpolago tudi podjetjem in obrtnikom. Njim svetujemo, kako dejansko začeti na hrvaškem trgu. Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu je pravi inkubator internacionalizacije slovenskih podjetij. Večina podjetij, ki prvič grejo na tuje trge, pridejo na hrvaški trg. Zakaj? Verjetno zaradi jezika, zaradi bližine, zaradi poznavanja. In seveda podjetja tukaj iščejo poslovne priložnosti. In tukaj je naša vloga, da jih usmerjamo, da jih opozarjamo, da jim povemo, kako morajo zaščititi svoj podjetniški interes, da jim povemo za poslovne priložnosti, da včasih tudi analiziramo njihove produkte, vidimo, ali so primerni za ta trg, ali niso primerni za ta trg. Delamo tudi cenovne analize, da vidimo, kaj dela konkurenca, kakšni so konkurenčni izdelki. Svetujemo jim distribucijske kanale, povemo jim, kdo ne bi bili njihovi potencialni poslovni partnerji in usmerjamo jih, kako promovirati svoje izdelke in storitve na hrvaškem trgu. Potem takem je veleposlaništvo kot nek servis, podporno okolje našim podjetnikom slovenskim. Ekonomski svetovalci na naših veleposlaništvih so najbolj razpoznavni, največji razpoznavni znak slovenske gospodarske diplomacije in postajajo servis. Podjetja to čedalje bolj koristijo in seveda se tudi zanašajo, da jim bomo dali ustrezne informacije. To seveda tudi od nas zahteva, da smo pripravljeni, da poznamo trg, da vemo, kaj naša podjetja na hrvaškem trgu potrebujejo. Hvala lepa za izčrpne odgovore. Gospoda Arha bi povprašala, uvodoma ste povedali, kako je prišlo do tega sodelovanja med Krškim in Zagrebom. Omenili ste, da je tudi prišlo do nekih poslovnih srečanj konkretnih med obrtniki, podjetniki, tako z ene kot z druge strani. Mogoče, če poveste, kako se pa člani, ne vem, ene in druge zbornice odzivajo na to vrstne srečanja? Če so že kakšni rezultati, če morda? No, prvi sestanki so bili tako tipanje, ne, tako kot sem že omenil na začetku, bolj spoznavanje, ker v bistvu je mogoče tudi nekateri kolegi to sodelovanje razumejo mogoče narobe ali kakor si ga predstavljajo narobe, da bojo zbornice kar prinesle konkretno delo in pogodbe in tako naprej, ne. To ni tako, ne. To moramo takoj poudariti, ker nekaj se moramo zavedati, ne, da sam delo, pogodbo, posel, kakorkoli mi to imenujemo, naredimo ljudje, ne. Zbornice v bistvu so omogočile kontakt zainteresiranih strank, ne. Zato se vidi tudi po sami udeležbi, da interes je, ne, ker posel delamo ljudje, ne. In te kontakti se potem sami množijo, dejansko vzpostavljajo naprej, ne. Konkretna sodelovanja lahko omenim v globalu, čist po branžah mogoče mečkeno. To so v bistvu tipanja, spoznavanja zakonodaje, hrvaške naše, so recipročna. Lahko pa rečemo čist konkretno, ogromno
z hrvaške strani k nam prihaja delati ogromno marketinških obrtnikov, to se pravi svetlobne označbe, table in tako naprej, mizarjev, če govorimo konkretno po branžah, ne. Potem so pa še druge stvari, kot so te umetnostne obrti in takšne zadeve, v bistvu to so pa bolj izdelki. Storitveno pa mislim, da so te tukaj v tem trenutku že kar omembe vredni, kar se tiče tega. Pri nas pa je tako, tudi bi rekel, z našega področja so že prvi koraki narejeni in tudi konkretne bi rekel, pogodbe realizirane in zaključene. Še vedno pa se pogovarjamo o tem. Ostalo so pa, bi rekel, več ali manj, kolegi hodijo delati dol, pa tudi veliko ne govorijo o tem, kar je normalno, vsak je še majčkeno bolj skrivnost. Zadržan. Moramo pa reči, da je zadeva z vstopom Hrvaške v Evropsko skupnost bistveno bolj enostavna, kar se tiče poslovanja. Tudi sama delovna zakonodaja, bi rekel, je relativno minimalistična, če sem pošten, ne. Tako da to je bil prej v glavnem glavni razlog, zakaj je delo na Hrvaškem, ga v bistvu za tujce je bilo zelo težko, ne. Ker je to bilo pogojevano z ogromnimi, mislim, z velikimi zahtevami, tako da nekega pravega interesa niti ni bilo, ne. Je pa zdaj v tem trenutku pa tudi, bi rekel, te trgovinske dejavnosti kar lepo že spletajo niti nakupi na Hrvaškem, obratno, ne. Vsaka meja ima nek interes in vsaka, trdim temu, in tudi vsaka meja je še vedno na nek način meja in najde nek poslovni interes, ne. To je čist, govorimo v globalu, se pravimo, v detaljih je to težko, ker je vse še majčkeno bolj skrivnostno, ampak se ne ostane dolg, no. Tako da Ker ste zelo dobro rekel, ne, kje opazujete hrvaške obrtnike, da prihajajo na slovenski trg. Jaz pa lahko povem, kako recimo sem jaz opazil, kako naša podjetja prihajajo na hrvaški trg. In recimo največ jih prihaja z področja racionalne rabe energije. Obnovljivi viri, toplotne črpalke, izolacije. Tukaj se mi zdi, da smo mi na par korakov naprej in ravno z tega področja imajo naša podjetja dejansko eno veliko konkurenčno prednost. Vejo tudi, kako se sredstva pridobivajo prek evropskih skladov in tukaj v tem trenutku lahko rečem, da je največje povpraševanje glede tega. A veste, delo veleposlaništva je tudi, da vidimo poslovne priložnosti, kam naša podjetja prihajajo, kako jim pomagati. In na veleposlaništvu smo dejansko to nekako začutili, videli smo in smo pred 2 leti dali to pobudo za ustanovitev centra za energetske rešitve, v katerem so slovenska in hrvaška podjetja. Ta center je bil 1. julija ustanovljen. V tem trenutku mislim, da je več kot 15 podjetij v tem centru. Center je lociran v trgovinskem centru Westgate. In dejansko hrvaški kupec lahko na enem mestu dobi vse informacije o načinih energetsko varčne gradnje, o pridobivanju energije, o izolacijah, o načinih ogrevanja in tudi dejansko na tem mestu se lahko tudi že kupi tudi energija.
Gospod Arh, kot ste omenili, da so že vzpostavljeni neki poslovni stiki, mogoče tudi, sicer ste že to omenili, ampak vaše podjetje tudi posluje na Hrvaškem? Naše podjetje je pričelo poslovati na Hrvaškem, lahko rečemo, in sicer v zelo majhnem procentu. To so vseeno tipanja, spoznavanja novega okolja in vsega tega, kar pomeni nek nastop na novem trgu, ne. Tako organizacijsko kot logistično, ne. Smo nekje locirani v okolico Zagreba, ki nam je v bistvu zelo logistično zelo blizu in zelo na nek način prijeten, ne. Bistveno prijetnejši kot recimo Ljubljana, če gledamo prestolnice teh dveh dežel, ne. Poslovne vezi izpred desetletij pa na nek način so ostale, ne. Ostal je tudi glas, ne, tako da Bila je samo meja. Bila je samo meja in vse tisto, kar je meja pač nanesla probleme, pazi, veliko problema nanesla, sedaj treba pa vrniti to poverenje nazaj. Ja? Pogojevala, ne. Saj moramo vedeti tudi, nekje moja generacija ima, to so v glavnem družinska podjetja, lahko rečemo, tudi na drugi strani so to družinska podjetja, nekdo tudi pri njih od mlajših nekako se vključuje v samo delo in vodenje podjetja ali pa obratovalnice, kakorkoli imenujemo. Tako da sodelovanje gre naprej, ne. Bistveno je tisto, kar v Sloveniji manjka, ne, neko poslovno zaupanje, kar je nekje temelj tudi na Zahodu, ne, vsakega poslovanja. Tega pri nas ni, ne. To poslovno zaupanje pa dobesedno dosežeš samo z nekim dolgoročnim ali pa dolgoletnim sodelovanjem, ne. In nekje je bilo prekinjeno in zopet se začenja. Bistveno lažje je ta zadeva, kot pa dobesedno se prebijati na nove trge. Vsi vemo, kaj danes pomeni referenca sploh v storitvenih dejavnostih ali pa kakorkoli, kaj pomeni dobra referenca. Če nekdo ti jo potrdi, tudi pri nas to prihaja čezdalje bolj do veljave, tako z naročniške kot z izvajalske strani, ne, da pomeni, da je zadeva v celoti izvedena na nek način korektno, ne. Saj imamo tudi konkretno podjetnike, obrtnike tukaj, ki imajo v Zagrebu sedeže že tudi dolga leta, ne. Tako da zaenkrat dejansko ne vidimo, vsaj pri nas, neke, bi rekel, registracije podjetja na Hrvaškem. Zaenkrat nimamo teh potreb. Če bo to pač poslovni moment prikazal, bomo tudi to naredili, ne. Resnično pa razmišljamo o tem, da nekako poskušamo nekje na drugi strani meje narediti nek sedež. S podružnico potem. S podružnico na nek način, ki v glavnem, ki bo bolj prisotna na trgu pa iskala posel, ne? Tako, ki bo nekje iskala te poslovne priložnosti in nas tudi na nek način predstavlja zainteresiranim. Vse te, moramo pa spet vedeti, da te stvari, te podružnice in tako naprej, to so dolgoročne zadeve, ne. Nič ne bo prišlo čez noč. Koliko časa bo potrebno, drugače pa mislim, da bomo tudi uspeli, no, glede na to, da smo blizu in mislim, da tudi več kolegov razmišlja podobno, ne. Tako da nekako, ali pa mogoče celo se združiti, ali pa celo mogoče v sklopu Zagrebške zbornice se nekako zorganizirati. Te variante so odprte, ampak kot kaže bo to ena od poslovnih, mislim, nalog zdaj v temle obdobju jesenskem, zimskem, no. Tako da dejansko drugo leto štartamo spet z eno višjo nadgradnjo, ne. Zato tudi se trudimo v tej zbornici dejansko to sodelovanje še piliti naprej in ga nadgrajevati, ker interes je in interes je vedno večji, ne. Tukaj bi mogoče jaz dodal, da pomembni so prvi koraki. Predvsem obrtnikom in podjetnikom bi tukaj ponudil, ker verjetno tega tudi ne vejo, da mi imamo v Zagrebu poslovno pisarno.
poslovno pisarno imamo skupaj z našim poslovnim klubom in vsi podjetniki, obrtniki lahko brezplačno dobijo naše prostore v najem. To je tukaj To je na okviru veleposlaništva? v okviru poslovnega kluba, dejansko imamo skupaj. Tam je možno uporabljati pisarno, sejno sobo, pa nudimo tudi priključek na internet, ki je ravno tako brezplačen. In to se enostavno dogovori ali preko poslovnega kluba ali pa preko veleposlaništva. No, v vsakem primeru bi pa vsem svetoval, da če ugotovijo, da je hrvaški, zagrebški trg atraktiven za njih, da delajo tudi preko poslovnega kluba. Super, zanimiva informacija. Zdaj bi pa gospoda Šojića vprašala, povedano je bilo že o tem sodelovanju. Mogoče kaj vnaprej razmišljate, kakšne ideje so? Evo, mislim da se veliko otpira po evropskim fondovima koji se otpiraju prema Hrvaškoj. Dakle, vi ste u Sloveniji iskoristili svoje mogućnosti ili možnosti, da velimo, kaj se tiče fondova. Zdaj pa da prenesemo te na neki način možnosti na Hrvaško i tu bude dosta bilo dinarija i ulaganje u tu infrastrukturu na Hrvaškom. Tu bude znatno bilo veliko dela. Ne? Kakvi su napred zdaj razmišljanja? Možemo reći da smo rekli da idemo u ustanovitev zadruge, dakle skupaj sa zbornicom Krško. Potem konkretno moramo zapravo narediti da idemo u istraživanje tržišta, odnosno iskanje dela, odnosno možnosti koje nam pruža tržište i ono što je gospodin Škoda već rekao, zapravo to je najbitnije da otvorimo, da se ljudi počnu razgovarati i da naprave određene poslove koje bi trebalo narediti. Jel? Treća stvar koju smo zapravo razmišljali i ono što je sad, evo smo čuli da ima na veleposlaništvu za cjelokupnu Sloveniju, dakle sva podjetja, odnosno obrtniki moraju priti k vam, a mi zapravo zbornice nudiju sa jedne i druge strane zapravo našim obrtnicima da mogu dojti i koristiti pisarne, koristiti sejne sobe pa naprej kaj mu rabi i tudi ona pomoć koja je bitna za osnivanje obrti, odnosno podjetja da se dojde na zbornicu pa da vidi kaj se treba narediti da bi moglo se registrirati i uredno poslovati na jednom trgu. Ne? Bitno je u svem tom reći da je nama interes zapravo da stvorimo to što je i predsjednik Arh rekao, pitanje zapravo povjerenja, odnosa. Da se ljudi spoznaju nazaj, dakle jedna generacija je šla mimo čez tih 10 let da velimo kako se je počelo delati. Moramo malo tu više narediti, dakle i organizirati još, vjerojatno planiramo u ovoj godini još jedan poslovni susret narediti da vidimo iz koje branše, dakle imali smo elektro, gradbeno pa turizam. Drugo bih rekao pa zapravo da kad je već zbornica tu, mi dosta sudjelujemo i sa našom regionalnom agencijom u Zagrebačkoj županiji, dakle komora pokriva grad Zagreb, sam glavni grad i Zagrebačku županiju, dakle to je veliko područje. I naše regionalne agencije također surađuju, dakle regionalna razvojna agencija Krško, kako se po slovenskoj je tak, ne? Je pravilno, ja. Je pravilno, ne? I na Hrvaške Posavje, no? I naša u Zagrebu. Dakle, mi zajednički radimo na određenim programima i mi smo već u turizmu imali, po Sutli i Žumberku smo naredili, ne? Ima određenih rezultata i napretka, posebno je, ja bih rekao, više slovenska strana naredila nego smo mi iskoristili možnosti koje jesu. Drugo, kod svih tih projekata treba voditi računa o održivosti. A to znači da se on sam počne dalje, kad ga isfinanciramo, postavimo i da ide naprej. Jel? I tu je bil taj projekat. Evo sad također smo istovremeno delamo na še jednom projektu u turizmu, tako da će biti rezultata. A podjetniki, odnosno naši obrtniki i podjetniki su tu koji možeju pružati usluge u okviru tih projekata. Ako je to turizam od vinara pa metije pa naprej. Ne? Kod nas se to pa piše OPG, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, dakle da nudi vino, nudi domaće proizvode i tako dalje. I ovo je baš
pogranični dio možemo dobro iskoristiti zapravo i po fondovima i po suradnji u određenim novim poslovima koji se otvaraju. I jasno moramo reći da je bilo rečeno tu nastup na sejmima na Hrvaškem, tim regionalnim, tim malim sejmima. Poznati sejem je zapravo u Zaprešiću, da bi trebao biti drug mjesec u Zaprešiću. Evo, zbornica Zbrežic već nekoliko godina zapravo nastupa i Krško je tudi bilo, ne? I to je jedna priložnost možda da vidimo da organiziramo jedan susret i na tom sajmu uz granicu pa da vidimo kaj moramo dalje narediti za interesiranih obrtnikov ili neku temu najti koje bi interesiralo naše člane da se interesiraju da krenu naprej. V redu, hvala lepa. Ste kar izčrpno odgovorili. Mogoče slišala sem, da se nekaj dogovarjate za ugodnosti tako v Zagrebu kot v Krškem, ne vem, v posameznih trgovinah, pri zavarovalnicah. Tako je. Tako za obrtnike iz Krškega v Zagrebu in obratno. Evo, mi delamo na tem, smo se pogovarjali že večkrat o tem, ne? Zdaj mi iščemo priložnosti za naše obrtnike da im, zakaj si člen. Jer ja velim, ni ljubav, ni mržnja nije vječna. Samo su vječni interesi. Prema tome, ako ni interesa ne bu ni naš člen bil. Ne, to potem moramo se brinuti da vidimo koji su interesi naših členov, osim da velimo novih poslova, da vidim, jel, to je isto tako i ovo dio da pokušamo naći nekakvu mogućnost, ja velim, zajedničke nabave ili skupne nabave, kako mi zovemo sad taj projekt koji delamo. Skupne nabave potem. Potem ne, tako da smo evo sad u pregovorima sa nekoliko tih naših dobavljača većih, pa budemo vidjeli kaj bude bilo. Sa osiguravajućim društvom smo, ne smemo reći kako se piše, potem je bi reklamu, odmah bi račun dobili, ne? Vaško. Smo došli na jednu ideju zapravo da oni daju osiguranje, dakle, ali ga sniziju za određeni postotak, procent, a za uzvrat naš obrtnik, odnosno podjetnik, nosi njihovu reklamu na vozilo za taj dio osiguranja, zavarovanja. Jel? Evo, to je tako da i sad smo u pregovorima i sa jednom kućom za autodijelove za naše mehanike i da ćemo tu dati određene rezultate pa se budemo dalje nastavili da osiguramo mogućnost korištenja tih pogodnosti iz jedne i s druge strane članova obe zbornice. Ne? Zdaj pa bi mečkan mogoče, če lahko povete, glede na to, da prihajate iz Zagreba, iz Hrvaške, naši obrtniki, podjetniki tarnajo, da je naša zakonodaja ni podporna oziroma ne pospešuje gospodarstva, predvsem obrtništva, ampak ga zavira. Kako pa je pri vas? Teško to reći da je boljša situacija pri nam, ne tudi. Mi imamo prvo mogoče kakve dve stvari. Lokalne, ja. Mi imamo probleme, ker mi imamo veliku organizaciju same države. Grad i općine su jedna razina, jedan nivo, potem pride županije, pa iznad županija pa pride gore država, ne? A vsak mora neke vzeti da se nahrani i da more kupiti nekakšno mleko i kruh, ne da vsak dan imaju. Potem, pa kad gledamo to davčno opterećenje, pa veliko, ne, kaj se tiče tega. No, jasno da ima i dobrih stvari koje jesu da smo uspjeli kroz ovo vrijeme koje je bilo unazad, jer smo imali dosta komplicirano tu zakonodaju i osnivanja trgovačkih društava i mogoče samo trgovačko društvo, to je D.O.O. oziroma okay. Tak da smo to ipak uspjeli na neki način tu, da velimo, papirometriju i vrijeme osnivanja skratiti. Recimo, obrt traje najdulje 15 dni. 2 tjedne, to je maksimalno za pridobite obrtnice, odnosno da more poći obrtovat, ne. Tudi isto je za trgovačko društvo na trgovačkom sudu, tudi rješenje dobimo. Vi imate to, evo, kroz VEM točke, nažalost mi još nismo to riješili. Potem je pri nas to boljše urejeno. Boljše je, no, ali velim, to je onaj krajnji rok. Potem, kad govorimo, evo, da je nova davčna olakšava je kod DDV-a, dakle, davek na dodanu vrijednost, tu smo pa zdaj zdignuli da svi podjetniki, bez razlike, do 3 milijuna kuna, ne vem koliko bi to bilo u evrima, 3 milijuna kuna podijelimo sa 7,5 bi onda dobili. Koliko je to evra? Plaćaju DDV na naplaćeni račun. Dakle, do zdaj su plaćali na... Koji je že plaćen račun? Tako je,
Če izdan račun su morali platiti, zdaj pa ne, zdaj pa naplaćeni. Po plaćeni realizaciji. Po plaćeni realizaciji se plati onda pa i DDV. Tu jasno država je jedan veliki iskorak napravila za poslovanje na Hrvaškom, budući i da je time uspjela omogućiti tim malima, dakle, a mi imamo negdje oko 80% tih malih do 40 zaposlenih podjetnika, tako da su oni došli malo do daha u ovom vremenu koji je. Možda bi še bož bilo da je ranije bilo, ali evo i zdaj pa to pride pa idemo naprej. Tako da još neke stvari se gledaju da bi se smanjila i porezna stopa. Za podjetja je to 20%, a za obrti je to 12 i 25%. To je potem že ena prednost, ker pri nas je 16, ne? 16 se začne, pri vas imate pa 12%. Ja, tako da imamo, evo, to su neke prednosti zdaj i moram reći da se u zadnje vrijeme zapravo plaćilna doba zmanjšala na negdje oko 80 dni, sa onih kaj je bilo 160 pa i 200 dni gdje bilo, ne. I računaju do kraja godine da bi to trebalo biti negdje na 60 dana. Ne vem kako Sloveniji gre plaćilna doba, ali... Papirnato je določeno z zakonom, ne? Je papirnato tudi pri to. Ja, svigdje piše, ne, zdaj, kak velijo, pogledaj na tablet pa da vidiš kaj piše gore na internetu, ne. Ali je, v praksi je to. Praksa to daje. Mogoče še kakšna prednost pa kakšna slabost poslovanja na Hrvaškem, tako, ene, dve prednosti, dve slabosti? Pa prednosti su ono što je već evo i gospodin Škoda i Arhi istakli, zapravo jedna konkurentna sposobnost, da velimo slovenskih podjetij, budući da su se već, ja bih rekao, priviknula ili usaglasila na trg europskih poslovanja i obveze koje taj trg zahtjeva da bi na njem delo, ne. Znači tu je jedan dio. Jedna manjkavost po meni su te zapravo još malo cene, tu negdje oko 10%, ja mislim negdje odstupaju koliko vidim za one koji Slovenije prodaju na Hrvaškoj ili storitve nude. Tu i to će se vjerojatno izjednačiti uskoro da bude bilo konkurentno. I druga bi se zapravo kad dođemo, kod nas je pitanje da se uvijek provjeri zapravo s kim delamo. To je bilo rečeno. Reference njegove, ko je taj, ne? To je bitno uvijek, pa vjerojatno i na slovenskoj strani tudi naši bi trebali to... Popolno ista zgodba. Ja. Zgodba, ne? Potem zbornice imaju svoju vlogu, veleposlanstvo tudi s jedne i s druge strane ima, evo tako da pozivamo podjetnike da koriste te možnosti koje imaju čez zbornice, čez veleposlanstva, poslovni klub. Dakle, i ovaj poslovni klub smo imali nekoliko srećanja u Zagrebu, u tome i predstavitelj slovenskih firmi, jel, bilo, tako da i hrvaških. Znači, tu bi trebalo dalje nastaviti taj razgovor i pogovarati se naprej. Mogoče bi jaz to vprašala gospoda Škodo. Arh je povedal, da razmišlja o tem, da bi pač tudi v bodoče posloval na Hrvaškem z kako podružnico. Gospod Čojič je povedal, kakšne so prednosti, slabosti, kako pa veleposlaništvo vidi neke prednosti poslovanja na Hrvaškem. Glejte, tako kot sem že od začetka rekel, da slovensko podjetje, ko pride do ene točke, ko je trg zasičen, ko je proizvodnja večja in večja, gleda po sosedstvu. In v tem primeru je hrvaški trg najbolj primeren za slovenska podjetja, da se prvič skušajo na tem trgu. Hrvaški trg ni enostaven. Je en najtežjih v Evropi, bom rekel. V vsem mojem obdobju 4 let v Zagrebu na veleposlaništvu, vsa 4 leta je bila Hrvaška, pa tudi Slovenija v kar veliki recesiji. V tem času se je standard definitivno zmanjšal za več kot 20%. Obseg dela v gradbeništvu na Hrvaškem se je zmanjšal za 38%. To ni enostaven trg. Podjetja mora biti previdna. Na tej točki bi samo opozoril, da Ministrstvo za zunanje zadeve in veleposlaništvo nista edina dva, ki se ukvarjata z gospodarsko diplomacijo v Sloveniji. Tukaj predvsem svetujem podjetjem in obrtnikom, da gredo tudi preko slovenske izvozne družbe.
ali preko kreditov, izterjave obveznosti, garancij, svetovanja, preverjanja svojih poslovnih partnerjev, bonitete. Imamo tudi odlično podjetje na Hrvaškem, Prvi Faktor, ki skrbi za to in vam bo v sodelovanju s poslovnim klubom imamo dogovorjeno, da to brezplačno opravlja za naše člane in za naša podjetja. Poslovni klub tudi nudi svetovanje glede pridobivanja evropskih sredstev. Imamo celo dogovorjeno, da vsako novo podjetje dobi 4 ure brezplačnega svetovanja, kako svoje izdelke, svoje projekte, svoje programe oplemenititi z evropskimi sredstvi. Jaz sem se v Zagrebu zelo veliko koristil tudi hrvaško spletno stran. Tako kot je slovenska vem.si, je hrvaška hitro.hr. Tam so tudi številke, lahko osebno vprašaš za posamezno tolmačenje predpisov. Še najbolj enostavno pa mislim je poslati to, kar po elektronski pošti in v zelo hitrem času dobiš nazaj odgovor z tega spletnega portala, kaj dejansko na tem je, kako tolmačijo te predpise in kaj tudi svetujejo podjetju, da naredi. Ko že omenjate predpise, zakonodaja, vemo, glede na to, da je tudi Hrvaška v EU-ju, vemo, da mora biti enotna. Mislim, povzeta po direktivah. Kako pa je v praksi na Hrvaškem? Morala bi biti, pa ni. Hrvaška je v enem procesu, še vedno v enem procesu prilagajanja predpisom Evropske unije. In kapaciteta državne uprave je taka, da to enostavno ni bilo možno v tako kratkem času narediti. Vendar je Hrvaška na dobri poti. Če ne drugače članice in tudi Evropska komisija spremljata, kako ta proces poteka. In seveda to se tudi opozarja in potem se to tudi popravi. Tako da jaz tukaj nimam nobene bojazni, da stvari dejansko se izboljšujejo. To lahko zatrdim. No, ja bih rekel samo, da zapravo predpisi se na neki način gleda i Slovenija, na koji način imaju određene rešitve, pa onda to malo susedi naredijo tako, pa onda Slovenija, birokrati malo pri nam to pogledaju, pa prineseju svim. Dakle, još uvijek, ja bih rekao, i na jednoj i na drugoj strani nije do kraja zapravo usklajeni ti Tukaj predpisi. je sodelovanje izjemno. Tako je. Tudi pred vstopom v Hrvaško unijo ga ni ministrstva v Sloveniji, ki ni sodelovalo s hrvaškim ministrstvom v tem procesu prilagajanja. Najboljše sodelovanje je bilo na področju financ, davkov in carine. Dejansko naša carina je tukaj opravila levi del posla pri vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. Ali ja bih rekao samo na to da recimo zdaj naši prevozniki i vaši prevozniki su se našli prije 2 mjeseca tu v Krškem, ne samo rad predpisa, nego provedbe predpisa, tu je bitno. Kako domaćiti predpisi, na koji način zapravo razumjeti ovo. I tu je velika pomoć zapravo vaših obrtnikov, prevoznikov bila da im vele pazite na to i to, ne. Budite pomembno je to i to. Od tega ste vi imeli jedno vreme zapravo i vidjeli gdje su greške, gdje je pa pozitivno v tom. Ne? Ker prevozniška zakonodaja, predvsem evropska direktiva, velja za vse enako, ne glede na to, kje si. Zdaj pa provedba, ta je bila teška zapravo prilagoditi se na te pogoje kaj išče Evropa. Ne?
Gospod Šojić, omenili ste že, da Krška in Zagrebška zbornica sodelujejo v evropskih projektih. Mogoče majčkeno več o tem, katerih? Pa, ja, smo rekli da evropski projekti, mi smo negdje na zbornici prek 30 projektov realizirali u to vrijeme, zdaj unazad Mene bolj zanima A to ovi sodelovanje. projekti kaj su sa zbornicom Krško realizirani, to je bilo pitanje te mobilnosti za frizerije, dakle tu ste bili na putu frizeri u Turskoj, mislim da ste srećanje imeli, Turčija bila, ne? Potem zdaj na Italija, Nemčija, evo. Potem, dakle, kroz te kontakte kaj se realiziraju u tim evropskim projektima, a sudjeluju i vaši obrtniki iz zbornice Krško, jer mislim da su svi skupa zadovoljni po onom kad se čujemo po izvješćima koji su dati, da su svi zadovoljni, da su ti frizeri zapravo naučili neke novoga, otvorili su neke nove poglede, vidike, tehnologije i tehnike rada, tako da budemo u tom pravcu i dalje nastavili. Mislim da i vaša strana bude podržala da sudjelujemo u tim projektima. Rekao sam da se otvaraju i novi projekti sada, odnosno novi fondovi prema socijalni fondovi koji idu i mislim da tu će biti dosta priložnosti za naše obrtnike i za naše člane da se uključe u taj projekt. Potem moramo vidjeti i za naše učence za obrtna zanimanja da se također uključe u projekte. Dakle, mi već jesmo neke vodili, ali možda bi tu isto mogli neke narediti pa da vidimo na koji način to gre. Pri nam u obrazovanju imamo velik problema sa školama i programima. To su dva velika problema u obrtništvu, mislim, kad bi, ali ni sad časa da realiziramo. Da, o tom ovo je tema, jer to za drugić bo tema bila, ali nasljedni put. Prema tome, evo, mogućnosti su velike u tim europskim fondovima. Ja vidim tim više da i pojedinci budu mogli, dakle i poduzetnici sudjelovati i to se otvara prostor na onoj suradnji kad je predsjednik rekao da se najdu i da najdu zajednički program da realiziraju nešto. Ne? Hvala lepa. Čas hitro teče, tako da bi postavila vsakem še eno vprašanje. In sicer, kar se tiče, bolj bo politično, ampak upam, da se ne bo glih politično, se ne bomo pogovarjali. Mogoče, gospoda Arho, pogrešate večjo vlogo države, lokalne skupnosti pri tem mednarodnem povezovanju? Mogoče vemo, da zdaj zbornice med sabo sodeluje, kako je pa z lokalno skupnostjo, med Krškim, Zagrebom, ker praktično smo sosedje. Vam je kaj mogoče znano glede tega, pa če to pogrešate? Ne, moramo reči, da je lokalna skupnost nekje prisluhne obrtništvu, tudi nekako jih nismo do sedaj vključevali v te naše projekte. To smo si zadali cilj, da dejansko tudi to lokalno skupnost v tem prihodnem obdobju nekako vključimo najširše v naše delovanje, ampak enostavno zaenkrat ni bilo niti časa, niti najdeti moramo zopet skupni interes, tako kot pri vsaki stvari. Ne. Dejansko to je bil enkratek odgovor. Ne. Gospod Šojić, vi ste že omenili, da imate pač drugačno ureditev lokalne skupnosti, kot je pri nas. Imate občine, imate županije in tako naprej, potem po mestih se še to deli. Kako pa vi sodelujete z lokalno skupnostjo? Jaz moram reći da mi na razini županije i djelomično i gradova, dakle gradovi koji imaju malo jače budžete, odnosno proračune, da mogu odvojiti dio novca za poticanje poduzetništva. Pa su tu različita rješenja i moram reći da grad Zagreb ko najjači, on ima negdje 60% proračuna Hrvatske, tako da ima dinarija i on svake godine zapravo osigurava za razvoj poduzetništva. Drugo je razvoj, odnosno očuvanje tradicijskih obrta, dakle da je određena dio sredstava da se očuvaju raspisi, ili kako? Raspisi idu uvijek u proljeće, na pomlad greju su raspisi, potem pa na jesen dobiju dinar, ali nije to veliko, ali bih rekao da 30.000 za jedan tradicijski obrt znači puno kad kupi, uredi prostor, malo marketinga si da za svoje proizvode i da to je znači puno za pojedinca. Jel? Tako da negdje oko, ja bih rekao, oko 60 do 80 obrtnikov godišnje u Zagrebu dobi tu pomoć, odnosno tradicijskih obrta.
Što se tiče Zagrebačke županije, također ona ima u svom programu što se tiče, i to su bespovratna sredstva. To dakle nisu kreditna, nego bespovratna sredstva. I drugo, imamo kreditna sredstva i na razini županije i grada gdje se subvencionira ili kamata ili je kredit po nižim obrestima imaju. Ne? Tako da su tu, mislim da smo puno do zdaj naredili u tom dijelu na lokalnoj zajednici. Ne? Še vas, gospod Škoda, bi mogoče vprašala, kak je pa vaš pogled glede na to, da prihajate iz oblasti, da tako rečem, no, na to razmerje med državo in gospodarstvom, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem? Glejte, jaz sem državni uslužbenec, tako da težko komentiram na take stvari. Lahko pa nekaj rečem. Glejte, iz Ljubljane prihaja en nov val, en svež veter. To bi rekel za nas ena obveza, pa po svoje tudi priložnost, da v bistvu probamo vse od sebe dati, da probamo maksimalno prispevati k delu in uspešnosti te države. Pač vsak na svojem področju, da mora narediti tisto, kar se od njega pričakuje. In to velja tudi za moje področje, za področje gospodarske diplomacije. In to je eno sporočilo nam vsem. Hvala lepa. Mogoče še čisto kratko vprašanje za vse, če bi še kaj dodali na koncu. Jaz bi Beseda dve. Se opravičujem, gospodu Škoda je to večkrat nadgradil, tudi gospodarskega ministra malo iz Krškega po dolgem času, novega, ne. Gospod Petrovič, ne, mislim, da je prava izbira in tudi veliko pričakujemo od njega, ne, in tudi zdaj, ko je končno nek človek iz malo obmejnega območja ali kakorkoli v samem vrhu te politike, vlade, kakorkoli to gledamo, upam, da bo tudi sprejel kakšne ustrezne ukrepe, ki nam bojo še olajšali oziroma odprle vrata k sosedom, no, ali pa kamorkoli naprej. Ne. To bi bilo. Mogoče imate še kaj za dodati, kako besedo? Ja, mislim, da bi trebalo več narediti za te male zapravo, da damo ukrepe koji će porinuti naprej, rivati, ne. Jer puno malih napravimo enega velikega, ne. Ja. A tako bar pravi u Evropi, ne. Malo podjetništvo je budućnost. Seveda. Je pa lahko tudi to naše sodelovanje zgled našim politikom, da nekje je pač treba začeti, pri malem se začne, potem pa lahko to tudi preide na višjo raven. Ne? Tako je, ne. Hvala lepa vsem trem za prijeten klepet. Mogoče še ob kaki drugi priložnosti, daj drugič. Hvala. Hvala. Hvala lepa, spoštovani gledalci, za druženje. Vidimo se čez mesec dni.